hvala zdaj za to zanimivo predstavitev in želimo zelo uspešno delo še naprej. Zdaj pa eden od vrhuncev tega drugega sklopa, namreč predstavitev študentskih inovacij. Dobili bomo dragocen vpogled v to, kaj se dogaja in kaj nas morda čaka. Se veste, kako je, prihodnost je vendarle bolje soustvarjati, kot le čakati, da pride in nas udari. Za nekaj uvodnih besed v ta sklop pa prosim doktorja Francija Pušavca, ki je profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, deluje predvsem na področjih izdelovalnih tehnologij, kjer vodi katedro za menedžment obdelovalnih tehnologij. Že vse od ustanovitve KIC-a EIT Manufacturing pa vodi tudi vozlišče v Sloveniji, torej ATM Hub. Hub se trudi povezati potrebe družbe z inovacijami in industrijo na področju obdelovalne in izdelovalne industrije. Ključni pri inovacijah pa so seveda tudi študentje in zdaj nas torej zanima, kaj nas čaka. Najprej pa še iščemo morda prezentacijo. Ja? Dobro, vidim, da imate vedno tudi rezervni načrt. Morda lahko morda kar naredite uvod v te študentske predstavitve, pa se potem posvetimo še prezentaciji. Izvolite torej. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, Franci Pušavec, Fakulteta za strojništvo. Jaz nimam prav veliko slajdov, bom pa probal biti izčrpen pri eni prosojnici. In sicer vsako leto me zelo veseli, da lahko organiziramo tudi en panel oziroma eno predstavitev ali pa nek čas namenimo tudi študentom. Na začetku smo štartali večinoma z študenti Fakultete za strojništvo v Ljubljani. Zdaj v 3 letih smo to razširili, nas prav veseli, da imamo tudi kandidate od drugod. V osnovi pa vsa ideja je prišla z EIT Manufacturinga, tako kot je prej bilo že na 2 predstavitvah povedano, targetira se inovacije in Inštitut za inovacije in tehnologije poudarja na vsakih teh predstavitvah oziroma kjerkoli je kaj od tega govora, da inovacija takrat, ko prinese neko prednost v družbi na trgu. In z tega vidika tudi EIT deluje, res da je pod okriljem Evropske komisije oziroma 3. stebra, kjer se gre za privatno oziroma zasebno javno financiranje, povezano z industrijo, povezano z končnimi aplikacijami, ki bojo prinesle nekaj na trgu oziroma družbi ali pa industriji. In to je tisti manko, ki ga naprimer, ko prihajam z fakultete, fakulteti se ogromno raziskovalnih aktivnosti dogaja, 50% poleg pedagoških, ampak vse te raziskave temeljijo na low TRL, se pravi na bazične raziskave. Ko pride do nekih prvih prototipov, takrat fakultete zgubijo svoj interes ali pa aktivnosti. In EIT v osnovi želi ta nivo prototipa dvigati na trg, zato vsi ti projekti, ki so financirani oziroma so deležni vseh teh aktivnosti, so kratkotrajni, 1 do 2 leti. In zdaj to, kar smo prej slišali, da nekdo spravi to idejo v 1 letu na trg, ni enostavno. Da čestitke, pa sem prav vesel, da je šlo tudi na tem bolj hardcore strojništvu, da gre to naprej. Seveda na koncu pa targetira se na velika podjetja kot network, kot družba oziroma kot mreža, po drugi strani pa inovacije so tisto, ki to vse nekako so hrana za vso to mrežo. In inovacije pa prihajajo tudi iz študentov, iz mladih ljudi, ki imajo neke ideje, ki jih lahko predstavijo. In z tega vidika smo mi 2020 prevzeli hub oziroma vozlišče za manufacturing, se pravi res na izdelovalno tehnologijo se orientiramo. Na fakulteti imamo povezavo z industrijo, imamo študente in zato, ker že tradicionalno vsako leto organiziramo več teh delavnic, več dogodkov, pa tukaj na desno stran so nekako povzeti. Vsak avgust potekajo poletne šole, ki so soorganizirane z fakultete
in EIT-ja, kjer pridejo, targetirajo se večino mlade, tiste, ki so zainteresirani za tehniko. 10% je punc tudi vmes. Običajno tam nekje 100 osnovnošolcev pride na te delavnice, ki so konec avgusta. Letos se to majhen razširja, ne bomo targetirali samo osnovne šole, ampak še srednje šole. V začetku julija jih gostimo, letos prvič. Potem v lanskem letu smo se povezali z inženirko Leda oziroma agencijo Mediade in prvič tudi skupaj stopili, ker lahko seveda mi imamo talente oziroma tudi med ženskami talente pa uspešne tudi na tem področju inženirstva. V Evropi nekaj podobnega je pod okriljem EIT-ja, Kol je Leaders in zakaj ne bi to povezali. In ideja je bila, da tiste kandidatke, ki so v Sloveniji dobre, seveda so tudi mednarodno dobre in grejo lahko naprej na ta natečaj. In v lanskem letu je pa šla naša kandidatka v ožji izbor. Potem delavnice, konec septembra, pa tudi poleti se dogajajo razne delavnice. Običajno ena najbolj takih glavnih je delavnica za moderne izdelovalne tehnologije. In pa je res tista delavnica, torej manjše število industrijskih partnerjev ali pa zainteresiranih pride in se predstavlja inovacije, ki so bodisi bile razvite ali na fakulteti, ali z vidika študentov, pač nekaj novega se predstavi, ampak ne na papirju, ampak dejansko na stroju. Potem pa vse te dogodki, ki jih nekako EIT pod svojim okriljem organizira, pa smo mi tisti, ki jih promoviramo. Eno je Jumpstarter. Jumpstarter je tisti začetni natečaj, kjer študentje pridejo, predstavljajo svoje ideje. Mi moram reči, da smo tukaj zelo uspešni. Prvo leto smo dobili prvo mesto, drugo leto smo bili zelo uspešni na Boostupu, ki je en korak naprej, tretje leto je spet ožji izbor, Jumpstarter smo prišli. In vse to nekako daje možnost tem mladim, da se razvijajo. Morebiti ta prvič začnejo na IRT forumu, vsaj velikih je bilo tako, pa grejo na Jumpstarter, Boostup je že takrat, ko se že poslovni načrti pa pripravljajo. In ko pridejo skozi to, se pa potem dogajajo tisti inovacijski projekti, ki je bilo tudi tukaj govora, ne. Tudi pri nam 2 leti nazaj bo en inovacijski projekt, letos gre ta isti projekt na trg in to je ta R-Club One, ki je bilo rečen, in tudi predstavniki so tle vmesniki, pa bom pol na koncu za zaključek še promofilm pokazal, kjer je rezultat, da taki, ki tukaj predstavljajo, potem v parih letih pridejo, pa ustanovijo svoje podjetje. Tudi letos moram poudariti, da se zahvaljujem Spiritu, ki je zraven stopil in nekako pomagal, da ta dogodek se zagnal. Oni pa vodi oziroma so v projektu, kako slovenski inovacijski ekosistem izboljšati, dvigati na višji nivo. Vemo, kaj je v Evropi, vemo, kaj pri nam, torej smernico imamo, vemo, kam moramo iti. Toda, če mi samo eno kapljico danes damo zraven, bo že super. Tako da toliko z moje strani, morebiti še ta posnetek, če bo zalaufal. Ne bo. Ne bo. Ne bo. Pa jaz 2 besede o njem rekel, pa bo tudi v redu. In sicer R-Club One gre za osnovno idejo, kjer je bilo predstavljeno, da na vseh obdelovalnih strojih trenutno se uporablja ogromno oljne emulzije. Morebiti je to zelo tako samoumevno ali pa ne tako problematično, ampak če si predstavljamo, vsak obdelovalni stroj pa v Sloveniji je ogromen, ima tam nekje 500 do 1000 litrov te emulzije, ki je večinoma voda zmešana z oljem, se pravi, ne samo, da so to stroški, ampak tudi okoljsko in za tiste, ki delajo v teh okoljih, ni to zdravstveno najboljše. In ideja je bila, da se vsa ta emulzija zamenja z tekočim dušikom. Potem je bila ta ekipa imela malo drugačno idejo in sicer, da namesto tekočega dušika dovede tekoči CO2. To ga že skozi uporabljamo v raznih procesih, se pravi, nič takega posebnega, ampak ideja prototipa, da to dovedeš v rezalno cono za vse odrezovalne procese, je prišla zdaj v realnost. Letos junija, se pravi v tem mesecu, podeljen tudi mednarodni patent
Gre za to, da regulira pretok utekočinjenega kapljevitega CO2 skozi vreteno pri strojih, ga dovede v rezalno cono, hladi, zraven pa še uspe brez kakršnih koli črpalk, to je pa tisto srž patenta, dovede zraven še mazilno sredstvo, ima možnost kontrole nad vsem in prototip je tukaj, tudi zunaj ga lahko vidite, pri fakulteti za strojništvo, oziroma že ni več prototip, je že prvi industrijski izdelek, ki prihaja na trg. Zadaj je EIT projekt, ti fanti bi sicer lahko šli sami do tega, ampak so se povezali z ključnimi playerji od EIT-ja. EIT mreža je zelo široka, zraven je Sandvik, Seco, Coromant, ki so globalni lideri na proizvajanju orodja, hrvaška firma za proizvodno oziroma adaptacijo vreten za obdelovalne stroje. So podjetja, ki uporabljajo take procese in trenutno se testira sistem, da se dobi čim več pozitivnih informacij in potem se gre na trg. Tako da s koncem leta je tudi to plan, upam, verjamem, definitivno. To je toliko z moje strani, če je kakšno vprašanje, seveda z veseljem. Hvala. Se torej preselimo k študentom, ki so se izpeljali z inovacijami. Spoštovani študenti, za predstavitev imate na voljo 10 minut, prosim, da se držite časovnega okvirja, sicer pa ne dvomim o vas. Najprej bomo spoznali Toastomat, torej Jan Raperenič z Fakultete za elektrotehniko in Jaka Gerič z Fakultete za strojništvo sta združila moči in zdaj nas torej zanima, kaj je Toastomat. Živijo tudi z najne strani. Živijo. Sva Jan in Jaka in v najnih študentskih letih se nama je velikokrat zgodilo, da sva bila lačna, a nisva imela časa iti v menzo, mrzli sendviči iz avtomata, pa nama pač niso pasali. Zato sva probala najti rešitev za ta problem. In najna rešitev je Toastomat. Kaj je to, se sprašujete? To je avtomat, ki vam dostavi toast v manj kot 1 minuti po vaši izbiri. Izbiramo lahko med raznimi klasikami, kot so šunka, tuna in sir, lahko pa izbiramo tudi kaj bolj specialnega, kot so veganski, ki je seveda tudi brez laktoze, in pa sladki, da potešimo tudi sladkosnede stranke. Postavila ga bi povsod tam, kjer so ljudje, ki nimajo časa iti v menzo, ali pa samo, kjer so ljudje, ki bi kaj na hitro prigriznila. Postavila ga bi seveda na fakultete, ob nočne klube, v zdravstvene domove, v podjetja, knjižnice, bencinske črpalke in pa tudi športne centre. Za začetek bi bili glavna stranka seveda študenti, ki bi lahko med kratkimi odmori prigriznili topel in okusen toast. Postavila ga bi tudi v podjetja, kjer bi lahko zaposleni med kratkimi odmori za kavo pojedli nekaj več kot sladkorja poln rogljiček. Ker pa vsi vemo, da se na čakanje na zdravnika velikokrat zavleče, ga bi postavila tudi v javnih ustanovah, kot so na primer zdravstveni domovi. Trenutno sva v razvoju prototipa, tega pa sva razvijala zato, da dejansko preizkusiva delovanje avtomata in pa na to izboljšava končen produkt. Imava dogovorjeno tudi mesto prve postavitve avtomata na Fakulteti za elektrotehniko. Želiva pa najti tudi investitorja, ki bi nama pomagal najti in izdelati prvo napravo in to napravo tudi certificirati za prodajo hrane. Najni glavni stroški so nekako najemanje prostora in pa stroški elektrike. V podjetjih sva ugotovila, da tega stroška elektrike ni, saj podjetja vidijo avtomate kot neka dodana vrednost. Udeležila bi se tudi različnih dogodkov, kot so na primer sejmi in pa razstave. Iz anket sva ugotovila, da bi prodajala približno 5 toastov, kot so si želeli anketirani. Toaste bi kupovali s kartico, uporabljali pa bi lahko tudi mobilno aplikacijo, s katero bi lahko unovčili točke ugodnosti, s tem pa bi privabila nove stranke in pa obdržala tudi obstoječe. Toaste bi na začetku kupovala od gostinskega obrata, ki bi skrbeli seveda za hasap in pa hladno verigo, kar pa je, se pravi, sama hlajena dostava toasta od gostinskega obrata do samega avtomata.
Najna glavna konkurenca na trgu sta bila dve podjetji. Te dve nista več aktivni s prodajo toplih sendvičev na trgu. Druga konkurenca, ki smo jo prepoznala, so se pravi klasični avtomati z zmrznimi sendviči, sladkarijami in slanimi prigrizki. Prepoznala so tudi menze, ki so na fakultetah in v večjih podjetjih. Trg smo raziskovala z anketami. Interes so izkazali tako študente, kot tudi zaposleni v javnem in zasebnem sektorju. Vprašala sva jih, koliko bi bili pripravljeni plačati za en velik ameriški toast in kakšen okus bi izbrali. Ugotovila sva, da bi plačali nekje do 2 evra in pa, da bi izbirali največ med klasikami, kot so šunka, tuna in sir. Ugotovila sva tudi od anketirancev slabosti konkurenčnih avtomatov s toplimi sendviči. Te so seveda to, da so dolge čakalne vrste, da je bila slaba kvaliteta toastov in pa tudi premajhna količina toastov v sami napravi. Toastomat te probleme rešuje. Rešuje jih tako, da ima lahko 560 toastov v eni napravi. Lahko pečeva do 4 toaste v eni napravi za 4 različne stranke hkrati. Seveda uporabljajo tudi kakovostne slovenske sestavine, da so najni produkti kar se da kvalitetni. Z navadnimi avtomati za mrzlo prehrano konkurirava tako, da imava toplotno obdelavo in manj procesirano hrano. Z menzami pa konkurirava tako, ker ljudje nimajo vedno časa obiskati menze ali čakati v dolgih vrstah, lahko konkurirava s hitrostjo in pa ceno. Za začetni strošek potrebuje 6000 evrov, da lahko izdelava samo napravo. Potrebuje tudi 1000 evrov za certificiranje le-te. Mesečni stroški so se pravi najemnina, ki je približno 400 evrov in pa elektrika, ki je približno 150. Toaste sva izračunala, da bi kupovala za približno 65 centov od gostinskega obrata, v to ceno pa ni vključena sama cena prevoza od obrata do najnega avtomata. Na fakultetah sva računala, da bi, oziroma je nekako najin cilj, da bi prodala do 100 toastov na dan. Od tega bi prodajala se pravi 8 mesecev v letu in pa 22 delovnih dni v mesecu. Prodajala bi jih nekje od 2 evra do 2,20 evra, od tega pa bi 1,30 evra namenila samemu kritju stroškov izdelave naprave, najemnini in pa stroškom toasta. Od tega tako bi se nama lahko v manj kot enem letu sam avtomat poplačal in v naslednjih letih bi lahko z eno napravo generirala dobiček. Ekipo se sestavljava Zagred, Štromar in Strojnik z vizijo spremeniti in ponuditi mudečim se ljudem nekaj več kot le zelo procesirano hrano. Najna vizija za prihodnost je nekako, da se razširiva na širši trg. Najno idejo želiva razširiti tudi v znamko in se razširiti kasneje tudi na evropski trg. Vzpostaviti želiva lokalno natančno sledljivost vseh sestavin, ki jo uporabljava, želiva izboljšati tudi sproti avtomat in njegovo uporabniško izkušnjo. V prihodnosti bova vzpostavila tudi lokalno in biološko verigo vseh sestavin, ki jih uporabljava. Se pravi, najin cilj je nekako, da spremeniva ponudbo hrane iz avtomata in ponudiva ljudem nekaj več, kot le zelo procesirano hrano, nek kakovosten in topel toast. Veva, da je na trgu že veliko avtomatov, ampak misliva, da so drugačna in da lahko ljudem ponudimo nekaj več. Hvala za pozornost in upava, da bomo lahko v prihodnosti izpekli kakšen toast tudi skupaj. Najlepša hvala, tako da je bila zdaj tudi glasna zahvala. Držimo pesti in morda že vemo, kaj bomo jedli na 15. forumu, ne? Hvala lepa. Izvolite in lahko kar predate mikrofon. Morda bomo pa zdaj izvedeli, s čim se bomo pripeljali na katerega od naslednjih forumov. V posebnem vozilu boste namreč, semle, če lahko predate mikrofon ali pa pustimo. V posebnem vozilu bosta govorila Jan Puhek z Fakultete za strojništvo in Klemen Lesničar z Fakultete za elektrotehniko. Hibridno UTV SS vozilo, ali vedva temu rečete drugače, S-S? SXS. SXS, se mi je zdelo, ja. Okay. Pozdravljeni, so Blaž in Klemen in predstavljam ekipo Apex Offroad. Ja, torej danes vam bomo predstavila hibridno UTV vozilo. Kaj sploh je UTV vozilo? Najprej vprašanje. V bistvu UTV vozilo je vozilo,
utility terrain vehicle, torej namensko terensko vozilo, ki je namenjeno lahko za športno-rekreacijske namene, kakor tudi za gospodarske namene in recimo za kmetijstvo. Torej, zato, ker vemo, da Evropska unija in cel svet v bistvu tako v transportu, kot v gospodarstvu, kot v motošportu stremi k trajnostnem razvoju in k zeleni preobrazbi. Imamo zato električne avtomobile, električna plovila, električne motorje, v tem sektorju pa nažalost še ni ne hibridnih in ne električnih vozil. Zato smo se odločili, da tudi ta sektor popeljemo v večjo trajnost v prihodnosti. In to bomo storila na sledeč način, to je zdaj koncept najne ideje. V bistvu, najprej, da bomo dala en majhen bencinski motor, 30 kW bencinski motor, na to pa še dva elektromotorja. En elektromotor bo služil tako kot pogon, hkrati pa tudi kot neke vrste range extender oziroma pač polnilec baterije, zato bomo potrebovali samo baterijo kapacitete 30 kWh. Podrobnejši koncept delovanja bomo razložila na naslednjih slajdih, ampak vse skupaj bo prineslo torej k večji trajnosti in k večji zelenosti UTV sektorja vozil. Trenutno stanje ideje je v začetni fazi razvoja. Tu na sliki lahko vidite zrisano šasijo športno-rekreativnega vozila. Trenutno še širimo oziroma iščemo posameznike z podobnim razmišljanjem, kot smo mi, in pa zbiramo še finančna sredstva. Predpostavljamo, da bi lahko zbrali med 52 in pa 260 tisoč finančnih sredstev javnih razpisov, odprti smo pa tudi za investitorje. Plan je tudi, da z začetkom septembra začnemo delati prototip. Zdaj, sam poslovni potencial naše ideje se nam zdi kar velik, saj bo sedež našega podjetja v Mariboru, kjer so v bistvu v naši bližini je uspelo kar dosti uspešnih podjetij, kot so Rimac, Emrax, s katerim bomo tudi sodelovali, Rotax in pa Flux. V teh podjetjih bomo tudi iskali mentorje, ki nam lahko pomagajo na tem trgu oziroma v tej industriji. Bomo pa prvo podjetje v Evropi, ki se bo ukvarjalo oziroma bo v tej industriji terenskih vozil na hibridni pogon oziroma kasneje tudi na električen pogon. Prav tako pa naša ideja se usklajuje z evropskimi smernicami trajnostnega razvoja v mobilizmu, torej z preklopom na popolnoma električen pogon vozil. Torej, sam trg te industrije je zelo velik. Največji predstavniki podjetij pa so Can-Am oziroma BRP podružnica je pol Can-Am, Polaris Industries, Yamaha, Honda in pa Kawasaki. Zdaj, sam svetovni trg je bil leta 2020 ocenjen na 4,9 milijarde dolarjev. 2026 načrtujejo približno 8 milijard dolarjev, kaj pomeni poleg za CAGR okoli 8,2% rasti. Sam evropski trg pa je 2019 bil ocenjen na 650 milijonov evrov in pa 2027 na okoli 890 milijonov evrov, kar predstavlja CAGR 4,2%. Torej, prednosti našega izdelka pred konkurenco so prva najbolj očitna prednost je vzdrževanje, saj bomo imeli dva elektromotorja, ki skozi svoj življenjski cikl skoraj ne potrebujeta vzdrževanja, hkrati pa bomo imeli bencinski motor, ki bo večino časa deloval kot generator, torej pod optimalno obremenitvijo in na optimalnih obratih, kar pomeni tudi, da bo obraba veliko manjša kot pri standardnej uporabi bencinskega motorja in vse to skupaj bo zelo olajšalo in pocenilo vzdrževanje. Potem mislimo, da imamo tudi zelo dober odnos s trgom, saj smo naredili nekoliko raziskav, oba izhajamo iz vasi, tako da smo dejansko niso bile to za neke resne raziskave, šla smo po kmetijah in smo spraševala, če bi dejansko, če se to potrebuje na kmetijah in smo ugotovila, da je potencial, hkrati pa imamo v ekipi tudi člana, ki je polprofesionalni motokrosist, to pomeni, da imamo kar dobro odprta vrata na področje motošporta. Torej, naš Apex UTV bi imel tudi približno dvakratni doseg baterije, ravno zaradi range extendera, o podrobnostih žal nimamo zdaj časa govoriti. Potem personalizacija, omogočali bi popolno personalizacijo, torej lahko prilagoditi bi bilo mogoče vse od dodatne opreme do pogonskega sklopa. Zdaj pa v glavnem pridemo na glavno prednost našega izdelka in
lahko začnem z dejstvom, da v Sloveniji, Slovenija je prva na evropski lestvici po številu traktorjev na prebivalca. To pomeni, da imamo tudi največje število kardanskih gredi na prebivalca, kar pa pomeni, da bi lahko naš Apex, glede na to, da ima elektromotorje, za katere EMRAK zagotavlja, da so enako zmogljivi tako v generatorskem kot v motorskem načinu delovanja, bi lahko imel torej priklop za kardan, kar bi omogočilo, da bi dejansko Apex deloval kot generator in to danes, ko imamo globalno segrevanje in vedno več naravnih katastrof in vedno več izpadov elektrike, bi to lahko zelo pripomoglo, ker imamo v bistvu dva zelo zmogljiva generatorja znotraj našega vozila, hkrati pa bi to odtehtalo nekoliko višjo ceno našega vozila, zato ker bi v bistvu zraven še dobili dva generatorja, torej bi se splačalo. Torej, sam finančni plan smo zasnovali tako, da smo naredili finančni plan za prvo leto poslovanja in za prvih 5 let poslovanja. V prvem letu lahko pričakujemo okoli 212 000 evrov prejemkov iz poslovanja in pa okoli 283 000 evrov izdatkov iz poslovanja. Torej, to bolj pomeni, da smo načeloma 71 000 evrov minusa, ampak to moramo omeniti, da bomo 50 000 evrov vložili v samo izdelavo prototipa že na začetku. Na začetku bomo tudi, vsi trije člani bomo vložili 15 000 evrov začetnega kapitala, vzeli bomo 30 000 evrov kredita pri banki in pa, tako sem že prej omenil, ta preračun smo naredili na 100 000 evrov iz javnih razpisov oziroma investitorjev. Zdaj v naslednjih 5 letih v drugem letu pričakujemo okoli 5 000 evrov profita. Tu bo tudi prvi dodatni zaposlen v vlogi mehanika. V tretjem letu pričakujemo okoli 80 000 evrov profita, kjer v tem letu bo tudi prenos oziroma selitev na novo lokacijo in pa nakup dodatne opreme. V četrtem letu bomo imeli okoli 100 000 evrov profita. Tu spet je pomembno omeniti to, da bomo vložili okoli 50 000 evrov v sam razvoj in v sam razvoj novega vozila in pa pol 5. leto je okoli 150 oziroma 160 000 evrov profita. Tu se bo 30 000 evrov vložilo v samo izdelavo prototipa in nakup nove in potrebne opreme. Torej, na hitro ekipa, da ne bo zmanjkalo časa. Smo trije in v bistvu jaz, kolega Blaž študira na fakulteti za strojništvo Univerzi v Mariboru, potem kolega, ki ga žal ni tu, Jaka, študira ekonomijo na Univerzi v Ljubljani in jaz študiram elektrotehniko na Univerzi v Ljubljani. Menimo, zato ker študiramo na obeh največjih univerzah v Sloveniji, to pomeni, da imamo dostop do zelo velikega bazena znanja, kar bo dodatno pripomoglo k naši uspešnosti. Zdaj, samega marketinga se bi lotili tako, da hočemo okoli podjetja ustvariti okolje, v katerem se bi stranka oziroma kupec počutil povezanega z našim podjetjem. Organizirali bi dogodke in pa plačevali oziroma kupili karte na sejme, na katere bi naše podjetje predstavljali. Sodelovali bomo tudi z On-Off Creative Agency, ki bo nam pomagala na področju marketinga in pa izdelave spletne strani. Aktualni bomo tudi na spletnih socialnih omrežjih in pa na gospodarskih sejmih. Plan je, da naše podjetje predstavimo na sejmu Agra 2024, ki bo konec avgusta oziroma začetek septembra naslednje leto. Naša vizija je, da v naslednjih 5 oziroma ko bo tehnologija baterij in električnih sklopov to omogočala, preidemo na popolno elektrifikacijo naših vozil. In pa, da zgradimo off-road center, kjer bo možnost organiziranja naših dogodkov in pa testno vožnjo naših vozil. Prav tako pa ena izmed naših glavnih vizij je razširiti spekter oziroma spekter ponujenih vozil iz prvo, imamo UTV-je, pa bomo šli na 4-kolesnike, jetskije in pa na koncu še snežne sani. Je tudi bilo nekaj govora o crosserjih, ampak trenutno zdaj eno podjetje slovensko že odprlo, tako da to bomo najverjetneje opustili. Hvala za pozornost, če je kako vprašanje, prosim. Odlično, najlepša hvala.
Kakšno vprašanje, komisija? Ja, ne, gremo kar naprej. Aha, koliko naj bi stalo? Ja, za športno-rekreativnega imamo osnovno ceno, torej brez dodatkov, bo 36 tisoč. Za gospodarsko, torej za kmete, gradbeništvo, to pa je osnovna cena 28 tisoč. Prosim? Samo trenutek. Ja, na začetku, ja. Dobro, ste se sporazumeli in slišali. Super. Najlepša hvala, uspešno torej in držimo pesti. In še tretjo inovativno idejo predstavljamo, najprej pa z veseljem ekipo. Janko Tuta, Vid Nemec, Tim Guzelj in David Kolšek so ekipa, so študentje fakultete za strojništvo. Določili so glavnega govorca. Njihova inovacija pa je visokohitrostni 3D tiskalnik. Izvolite. Verjetno se vsi danes z mano strinjate, da v industriji šteje vsaka izgubljena minuta. Živijo, sem Janko Tuta in danes bom predstavil našo visijo varčevanja časa. Kolikor ste se že srečali z obstoječimi FDM 3D tiskalniki, verjetno veste, da so to zelo počasne naprave in govorimo za nek poseben model, več ur in ur tiskanja. Jaz pa lahko danes z navdušenjem trdim, da je to v bistvu le bolj arhaično razmišljanje in ne sledi trendom trenutnega razvoja 3D tiskalnikov. Pa si pogledamo našo vizijo. Okay, tle. Kot ste lahko videli, vam danes predstavljamo naš visokohitrostni 3D tiskalnik. Verjetno nas boste obsodili, da smo malo pospešili video, ampak vam garantiram, da je to v realnem času. Kako nam je pravzaprav to uspelo? Že od samega začetka smo se ozrli v svet entuziastov, kjer lahko hitro naletimo na tekmovanja, kjer tekmujejo v hitrem tiskanju. Trenutni rekord za Larico Benči, ki je nek benchmark za 3D tiskanje, je 2 minuti 30. Za posnetek objavljen na YouTube lahko trdimo, da je to pravzaprav znanstvena fantastika. Za občutek, večino komercialnih 3D tiskalnikov na voljo na trgu, ta Benči natisne v uri ali celo več. Vkolikor želimo dosegati take abnormalne hitrosti,
Pa potrebujemo tudi že pri samem razvoju upoštevati hitrost. Mi smo se za to odločili iz ground up razviti 3D-tiskalnik preko peskovnika odprtega laboratorija na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Zato smo uporabili kinematiko Core XY, to je posebna kinematika, ki uporablja dva motorja za premik osi. Mi pa smo to precej razširjeno kinematiko nadgradili z inovacijo uporabo 4 motorjev. Te motorji delujejo na 48 volti, za razliko od 12 voltov pri navadnih 3D-tiskalnikih. To vrstno inovacijo smo tudi razmišljali, da bi napravili patentno prijavo. Za hitrost je poleg izjemnega navora potrebna tudi lahka kinematika. Mi smo to dosegli s tem, da smo uporabili aluminijasto topološko optimizirane nosilce in gibalne dele. Dosegli smo težo 350 gramov, kar posledično rezultira v abnormalno hitrost 2 metra na sekundo ali 2000 mm na sekundo in kar je najbolj fascinantno pospeškom 5G. Kinematiko smo tudi nadgradili z izredno togo konstrukcijo, kjer uporabljamo aluminij in kompozit posebnega polimernega betona za dušenje vibracij. S samim projektom smo začeli leta 2022, v avgustu, ko smo idejno prijavili to Fakulteti za strojništvo. Dobili smo tudi finančno podporo. Z delom smo začeli v oktobru in skozi zimski semester smo do januarja razvili prvi prototip, ki dejansko deluje. V nadaljevanju smo pol tudi ta projekt še enkrat ponovno prijavili, dobili ponovno nadgradnjo, torej sredstva za nadaljnji razvoj in ga tudi večkrat uspešno predstavili javnosti. Zadnje, kar je bil dan odprtih vrat na Fakulteti za strojništvo, pa strateško konferenco Fakultete za strojništvo. S projektom želimo zaključiti junija, ker se nam tudi zaključi financiranje in smo v bistvu že zelo blizu tega, imamo že končen produkt, samo še majhne detajle izboljšujemo. Za zelo tako zakomplicirano napravo pa imamo tudi najti uspešen trg. Tle smo predvsem ciljali na industrijo, predvsem na razvojne raziskovalne institucije, pa izobraževalne ustanove ter mogoče oblikovalske vode. Prav posebej pa bi se radi osredotočili tudi na industrijo, ki se ukvarja z maloserijskimi nakladami, kjer bi tovrsten 3D-tiskalnik zelo lahko pripomogel na času izdelave. Imamo zelo preprost poslovni model, želimo prodati direktno kupcu, torej prek povpraševanj, pa spletne prodaje. S tem imamo tudi nekako pokrito to, da lahko nudimo kupcu servis ter nadaljnjo podporo za uporabo izdelka. Mi smo si zamislili, da bi začeli z ceno 3000 evrov, od tega bi nas znašalo 1300 evrov za proizvod oziroma izdelavo produkta. Velik del pa tudi želimo posvetiti nadaljnji raziskavi in razvoju izdelka ter marketingu z uporabo videoposnetkov, kar ste videli danes na predstavitvi. Od tega bi imeli dobiček 1000 evrov. Seveda bi tudi želeli za 1000 evrov dobiček nazaj vložiti v povečanje začetnega kapitala. V letu 2024 smo si zamislili, da bi uspeli prodati 10 enot, verjetno bi to prek izobraževalne ustanove, mogoče tudi ki na Fakulteti za strojništvo. V nadaljevanju pa bi to produkcijo celo povečali in do leta 2026 bi poskusili 3D-tiskalnik toliko nadgraditi, bi lahko izdali verzijo 2, kjer bi pa res povečali naklado. Če si pogledamo našo konkurenco, naš 3D-tiskalnik je na levi strani, kar bi predvsem rad izpostavil tle, je relativno hitrost tiska. Relativno hitrost tiska je v bistvu primerjava z komercialnim tiskalnikom Prusa Research, ki to je češko podjetje, ki trenutno velja za nek benchmark v 3D-tiskalnikih. Za primer, če
da malo vizualno predstavim, ki to sploh pomeni, ta relativna hitrost. Prusa tiskalnik bi za nek modelček tiskal 3 ure, Creality pa Bambu Labs, ki se naša direktna konkurenca z Kitajske, bi za tak model porabila okrog ure, medtem ko naš 3D-tiskalnik za tak model porabi pol ure. To je nekaj, kar na trgu trenutno še ni in mi želimo, da bi to dejansko tudi naprej spravili. Za uspešen razvoj pa je tudi potrebna dobra ekipa. Jaz sem vodja Janko Tuta in imamo pa še Vida Nemca, David Kolška in Tima Guzla. Vsi smo s fakultete za strojništvo, tudi zagnani strojniki in sodelujemo v peskovniku kakor vodje teh projektov pa delavnic, tako da imamo ogromno izkušenj tudi na področju strojništva. Tako, kar se tiče predstavitve, je to moje, je to. Zahvaljujem se vam za čas in hvala. Hvala lepa. Samo za trenutek postojite še, Janko, morda bo še kakšno vprašanje priletelo prav na hitro. Aha, iz komisije. Ja, čestitke najprej za zanimivo predstavitev. Me pa dve stvari zanimata. Prvo, glede na to, da imate tehnične karakteristike bistveno boljše od konkurence. Ja. Kako ostali elementi tiskalnika temu sledijo, recimo šobe, sledijo tem hitrostim pa pospeškom? Ja, v bistvu smo prav namensko iskali specifične komponente, ki so mogoče tudi nekoliko dražje, ampak trenutno na trgu obstajajo in smo izbrali te primerne komponente, dejansko lahko dosegajo te. Ja. Se pravi, kakovost je primerljiva z drugimi počasnejšimi tiskalniki? V bistvu kakovost je celo boljša od obstoječih tiskalnikov. Ok, hvala. Kaj ste pa pod proizvodno ceno vključili noter v svoji kalkulaciji? Ja, v bistvu ceno materijala, torej profilov, pa koračnih motorjev, pa še izdelave neki, torej koliko bi potrebovali, da bi to dejansko z mašino ali pa naredili. Mi smo ga za približno podobne cifre tudi sami naredili v odprtem laboratoriju. Ok, to je recimo razmišljanje zdaj, dokler ste na fakulteti. Ja, kaj pa če bi bilo podjetje, pa so tukaj še vaše plače, najem prostorov, režijski stroški in tako naprej? Tu seveda se malo zakomplicira, ampak bi bilo tudi vse, ne, čisto iskreno, to je prototip, mi smo potrebovali toliko pa toliko sodov, da smo izdelali prototip, ampak ko bi pa probali skalirati, to bi bilo treba uvesti nekatere spremembe, ki bi bile čisto lahko izvedljive. Tukaj res ni neke zakomplicirane geometrije, a pa nekih zakompliciranih kosov, ki je bilo potrebno izdelati. Izdelek je relativno preprost, če tako gledamo stališča konstrukcije. Super, držim pesti, da vam uspe. Lepa hvala. Ja, najlepša hvala. Zdaj je seveda vprašanje, kdo bo najboljši. Ne vemo še. Vam pustim nekaj časa, da se odločite sami pri sebi in lahko razkrijem, kdo bo odločal o tem, kdo je najboljši. To so člani naše komisije, nekatere že poznate po glasu, ne? Zdaj pa jih predstavim še, ker imajo zelo zahtevno delo prav na hitro. Magistrica Andreja Marinčič, Spirit Slovenija, pa gospod Aleš Mihelič, ki prihaja iz podjetja Gorenje. Urša Jerše, prihaja iz pisarne za prenos znanja Univerze v Ljubljani. Miran Varga je novinar in urednik. In dr. Borut Likar z Fakultete za menedžment. Tako, spoštovani člani komisije, dobro se odločite. Mi bomo razglasili najboljše čez nekaj trenutkov, lahko pa že zdaj povem, da nagradni sklad znaša 4.000 evrov in bo torej razdeljen med ekipe ne čisto enakomerno, kot je tudi prav.
Tako, namenoma smo vas nekaj časa torej pustili v negotovosti glede zmagovalcev tekmovanja za najštudentsko inovacijo, ampak zdaj pa res že čas, da razglasimo najboljše. In ta čast bo pripadla gospodu Tomažu Lovšinu, ki prihaja iz Spirita Slovenije, in doktorju Franciju Pušavcu. Tako, gospoda, zdaj le vajnih nekaj trenutkov, pa predlagam, da kar po športno razglasimo bronaste, srebrne in zlate. Ja, lepo pozdravljeni. Že večkrat je bil omenjen Spirit, danes sem predstavnik Spirit javne agencije. Verjamem, da ste že vsi slišali za nas. Imamo širok nabor različnih aktivnosti, tako za potencialne podjetnike, ki so danes predstavljali svoje ideje, kot za tiste, ki že podjetja pač imate. Ena izmed aktivnosti, ki jih pač zadnje čase izvajamo, je tudi krepitev inovacijskega ekosistema. Uspešno sodelujemo z različnimi EIT-RIS hubi, in predvsem to aktivnost izvajamo na način, da organiziramo različne dogodke, na katerih omogočamo, da se različni deležniki med sabo spoznate in družite. En izmed dogodkov je tudi IRT forum, smo nacionalni pokrovitelj in podpornik natečaja Študentska ideja s poslovnim potencialom. Danes mi dolžila ta čast, da ekipam, ki so se predstavile, podelimo nagrade. Vidim, da so finančne, tako da ta začetni kapital delček bomo prispevali, pol pa tam uspešno naprej. Tretje mesto. Tretje mesto, ja. Imamo zvočno kuliso, nimamo fanfare, ok. Imamo pa aplavz, ne? Imamo pa aplavz, ok. Okay. Tretje mesto in 500 evrov se je prislužila ekipa, ki je predstavljala hibridno UTV SXS vozilo. Imamo še sliko? Tako, Blaž Puhak in Klemen Lesničar za hibridno UTV SXS vozilo. Iskrene čestitke in uspešno delo vam želimo, ker je ekipa večja kot samo vidva, ne? Pravim vam, srečno torej. Drugo mesto je prijela ekipa, ki je predstavila inovacijo Toastomat, tako da kar čestitke. Jan Perenič in Jaka Gerič prihajata po nagrado. Tako, še fotografija, nasmejte se, čez nekaj mesecev si boste hvaležni, da ste se smejali na tej fotografiji. In prvo mesto, visokohitrostni 3D tiskalnik. Bravo, čestitke. Janko Tuta je predstavljal idejo in ga že poznamo, tu pa so še Vid Nemec, Tim Guzelj in David Kolšek. Iskrene čestitke, to so torej zmagovalci izbora za najštudentsko inovacijo in želimo vse dobro na tej poti. Srečno in hvala tudi podeljevalcema. In hvala seveda tudi vam, da ste bili z nami. Zdaj vas vabim na zaslužen odmor in nadaljujemo čez dobre pol ure oziroma ob 17:40. Hvala lepa.